Ja. Minister Papič, boste sem prisedli, pa boste potem še imeli. Evo. Grem sem. Dobar dan in dobrodošli na današnji novinarski konferenci po seji vlade tukaj na terenskem obisku domačem rajonu ministra Arčona, tako da in podpredsednika vlade, kar izvolite, da sporočite odločitve. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Ja, sem res vesel in zadovoljen, da smo danes na Goriškem, naši prečudoviti regiji, polni izzivov. Mi smo danes imeli kratko in učinkovito sejo na 3 zelo zanimive teme. Namen seveda regijskih obiskov je, da se posvetimo regiji, določenim izzivom, da se ministrice in ministri srečajo z različnimi akterji, tako da aktivnosti bodo takoj stekle in imamo potem zaključno srečanje z gospodarstveniki v 16:30 v Novi Gorici. Kar se tiče današnje seje, smo imeli 3 točke. Obravnavali smo prvo branje zakona o vinu, smo namreč v vinorodnem okolišu, vinorodni regiji, ki ima najboljša vina na svetu, in smo obravnavali zakon o vinu, ki prinaša novosti, predvsem zato, ker ta zakon 20 let ni bil v obravnavi in ga nihče se ni dotikal, prinaša seveda novosti iz tega, da je bila ustanovljena delovna skupina, ki je na tem delala 1,5 leta in prinaša tudi na nek način birokratske olajšave za vinogradnike in vinarje. Uvaja se digitalni register, kjer bo omogočil vinogradnikom in vinarjem tudi prijavo na razpise in različne oddaje poročil. Hkrati na nek način ustavlja trend tudi zaraščanja vinogradov in omogoča odkup vin takrat, ko je dejansko pride slaba letina ali prije bolezen ali suša. Do zdaj ni bilo mogoče, da so vinogradniki in vinarji odkupili vino in ga potem prodajali glede na velikost vinograda. Drug teden bo drugo branje in bo natančno tudi pristojna ministrica povedala in sporočila vse dodatne ukrepe. Po drugo točko je v luči zaključka Evropske prestolnice kulture smo sprejeli akt o ustanovitvi Zavoda za sodobni ples, se pravi, bomo plesali. Kdo so ustanovitelji, kakšen je namen, bo v nadaljevanju sporočila kolegica ministrica Asta Vrečko. In kot tretje smo šli v luči krepitve javnega šolstva oziroma visokega šolstva. To je že 3. korak v nizu pripojitve v navednicah zasebnih zavodov v javno domeno. Gospod Papič bo skupaj z še 3 akterji podpisal pismo o nameri takoj po zaključku novinarske konference, kjer se po 3 desetletjih, kljub temu, da sta bila 2 javna ustanovitelja, Jožef Štefan in Mestna občina Nova Gorica, izkazali namero, da se univerza v Novi Gorici postane javna univerza. Jaz sem se kot nekdanji župan kar precej ukvarjal z razvojem te univerze, predvsem v smislu pozicioniranja ali pa izgradnje potrebne infrastrukture. Smo jo selili na različne lokacije. Jaz mislim, da je univerza v teh 3 desetletjih pokazala izjemen napredek, kakovost, kvaliteto. S tem, ko bo postala javna, pa bo zagotovo naredila en zelo velik korak v njenem razvoju, kar se tiče tudi možnosti infrastrukturne krepitve kot take potreb, ki jih ima. Načrti so dobri, univerza je pozicionirana na različnih lokacijah, ima, bom rekel, zelo razdeljeno, kje je smiselno kaj izvajati, tako da sem res zadovoljen in počaščen, da ste kot univerza naredili ta korak in da ima kolega minister Papič tudi izjemen posluh za to in
je bila tudi danes soglasna podpora celotne vlade, da se naredi ta korak. Tako da to je, kar se tiče današnje seje. Prej sem se pohecil, da so se bojo ustanovitelji rešili enega vloga, ki ne bili bolj drugega. Ok, hvala. Mogoče še ministrica, da pojasni ustanovitev novega zavoda. Ja, najlepša hvala. Res veliko veselje mi je, da smo danes prav na tem terenskem obisku v severni primorski v Goriški regiji ustanovili Zavod za sodobni ples. Kot sami morda poznate, gre za željo slovenske kulturne scene in vseh ustvarjalcev, ustvarjalk in pa tudi občinstva, da se tak zavod ustanovi že kar nekaj let, da ne rečem desetletij. Tudi v preteklosti je kratkotrajno en zavod že deloval, ampak je bil na žalost tudi potem nemudoma ob prehodu in zamenjave vlad ukinjen. In zaradi tega smo si v začetku našega mandata še v pisanju koalicijske pogodbe to zastavili kot eden izmed naših ciljev. Namreč sodobni ples je eno izmed tistih najbolj prekariziranih področji ustvarjanja umetnosti in kulture, ki nima nobenega javnega zavoda, nimajo svojih prostorov, hkrati pa brbota od živosti po celi Sloveniji, različne skupine, ki so tudi zelo mednarodno uspešne in zaradi tega si seveda zaslužijo tudi stabilno infrastrukturo in pa podporo občin in države. Tukaj pa pridemo do tega, kar me pa še dodatno razveseljuje, da smo našli skupni jezik z občinami, s potrebami na terenu, kajti na vladi in na Ministrstvu za kulturo je nam eden izmed ključnih ciljev tudi decentralizacija, da se ne osredotočamo zgolj na velika središča, ampak da kvalitetne javne storitve, med katere seveda spadata tudi umetnost in kultura, ponudimo enakovredno po celi Sloveniji. In zaradi tega smo z županoma Nove Gorice in pa Celja pristopili k ustanovitvi Zavoda za sodobni ples. In to bo pionirski projekt, pionirski zavod, kjer bomo trije soustanovitelji: država, občina Nova Gorica in pa občina Celje. Tudi sedež ne bo v Ljubljani, ampak bo v občinah, bosta sodelovali vsaka s svojimi prostori, namreč v Epic centru v Novi Gorici, kjer imamo pozneje tudi srečanje z gospodarstveniki, in pa v Celju v Narodnem domu. Zavod bo skrbel tako za razvoj, institucionalno podporo, promocijo sodobnega plesa, kot seveda tudi za zaščito mladih plesalcev in plesalk. Namreč ples je nekje, sodobni ples, balet, o tem smo že govorili, smo tudi v tem mandatu že sprejeli kar nekaj ukrepov na tem področju. Namreč ples je izjemno fizična dejavnost in ima tudi podobne značilnosti kot šport. Namreč plesalci in plesalke delajo s svojim telesom, ki je njihovo orodje, in zaradi tega seveda v tisti najzgodnejši dobi, v fazi, ko so na vrhuncu kariere, so zelo mladi in potrebujejo zaščito. Potem, pozneje pa smo v ZUJIK-u, ki je bil tudi sprejet pred par meseci v Državnem zboru, dali tudi možnost prekvalifikacij baletnikov in sodobnih plesalcev. Saj vemo, da njihova kariera se razvija drugače kot se drugih delavcev in delavk. Vesela sem seveda, zakaj da je to tukaj na tej seji vlade, kajti Evropska prestolnica kulture, projekt se v roku zdaj že slabega meseca dni zaključuje in njen uspeh se bo meril tudi po tem, kaj bo pustila za sabo. Torej, kaj bodo tisti projekti, tako infrastrukturni kot vsebinski, ki bodo ostali na Goriškem, v Novi Gorici, pa seveda v Sloveniji, krepili kulturo, povezovali skupnost, promovirali Slovenijo. Tukaj je vlada naredila ogromno v Novi Gorici in širši regiji na področju infrastrukture in drugih projektov, ampak hkrati pa seveda tudi na področju kulture si želimo, da
poleg tega, kar smo naredili, zgradili, ostanejo tudi vsebine. In ena izmed takih vsebin bo ustanovitev in je ustanovitev Zavoda za sodobni ples. Vesela sem še enkrat posluha županov, da prepoznajo vrednost umetnosti in kulture, sodobne umetnosti za povezavo skupnosti, in tisti, ki ste obiskovali redno dogodke Evropske prestolnice kulture, ste lahko tudi videli, da je sodobni ples zelo vpet v sam program. Bile so izjemne predstave, mednarodne predstave, in to mislim, da je samo dobra popotnica za naprej. Tako da hvala lepa, tudi tukaj moram reči občinama, zdaj bo zavod, pa gre še na potrditev oba mestna sveta, potem pa bomo tudi povedali skupaj županoma lahko še več. Hvala. Pa še finančno konstrukcijo povejte, da gre za kohezijska sredstva. Ja, finančna konstrukcija je prav tako sestavljena trodelno, namreč zavedamo se, da je lahko ustanovitev javnega zavoda se zdi kot ogromno finančno breme, ampak tukaj smo, kot smo na kulturi vajeni in kot tudi sodobni ples že tako deluje v takih pogojih, pristopili pragmatično, iskali možnosti za dolgoročnost, da ne more ga spet nekdo kar ukiniti, kot se je že zgodil, hkrati pa seveda iskali različne vire. In tukaj gre za kombinacijo integralnega proračuna Ministrstva za kulturo, vložka obeh občin, tako finančnih kot tudi z prostoroma, ki jih bosta poskrbeli obe občini, in pa kohezijskih sredstev v višini 4 milijone evrov za naslednje 4 leta, kjer se združujejo tako mentorski programi, vsebine in pa promocija kulturno-umetnostne vzgoje. Kajti pomemben dejavnik tukaj bo povezovanje tudi z najmlajšimi, promocija in pa seveda kulturno-umetnostna vzgoja, torej projekt, ki smo ga tudi že predstavili pred kratkim. In zaradi tega verjamem, ravno zaradi te široke vpetosti, tako finančne kot ustanoviteljske, res različnih deležnikov, da ima to uspeh, da je to dobra perspektiva za prihodnost, kajti načrtovali smo res strateško, ob tem pa smo izdali tudi že strategijo za sodobni ples v preteklem letu in tukaj sledimo točno vsem tem načrtom in pri vseh teh korakih smo sodelovali z vsemi temi deležniki. Hvala. Hvala in še na kratko, minister Papič, potem pa novinarska vprašanja. Če bi mogoče... Ja, lahko tudi pozneje, minister Papič, novinarska vprašanja najprej za ministra Arčona, ker ima potem nadaljne obveznosti. Pa prosim, če se priglasite k besedi, ker imamo mikrofon, pa se predstavite. Mojca Dobančič, Televizija Slovenija. Vprašanje sicer izven konteksta današnjega obiska. Kako komentirate, oziroma kako vlada komentira današnje očitke in protest nevladnih organizacij na Šutarjev zakon? Kako? Na Šutarjev zakon. Se pravi, vaši komentarji, vladni komentarji na očitke nevladnih organizacij in protesti nevladnikov glede Šutarjevega zakona. Jaz mislim, da Šutarjev zakon, kot sem že v preteklosti povedal, je dobro premišljen, da je veliko pobud prišlo prav iz strani sodstva in policije, da je seveda še možnost izboljšave, tega nikoli nismo zanikali, ima pa namen in odločen boj vlade proti oboroženemu kriminalu in vseh oblikah nasilja. Tako da imajo pač seveda svojo pravico, da izražajo nezadovoljstvo, verjetno tudi kar se tiče vstopa policije v zasebno lastnino, če tako rečem, gre pa izključno takrat, ko gre za uporabo orožja. Policija nikoli nikdar ne bo vstopala nobenemu v hišo, v stanovanje, kjer ne bo suma posesti ali ogrožanje nevarnosti. In tudi tam so varovalke, da to odredbo podpiše generalni direktor policije z zelo jasno obrazložitvijo. Tako da mnogokrat si ljudje predstavljajo in imajo neka stališča glede na to, kar nekje nekaj slišijo. Tako da jaz mislim, da so vse aktivnosti
usmerjanje v zagotavljanje večje varnosti v naši državi. Naprej. Lep pozdrav, Tjaša Škamperle, Radio Koper. Kateri ukrepi zakona o vinu bo po vašem mnenju ustavil trend zaraščanja vinogradov? Predvsem, kar se tiče subvencij, kar mi je ministrica povedala in vam bo tudi na voljo kasneje, da vam tudi sama obrazloži določene aktivnosti. Jaz generalno vedno na vsaki novinarski konferenci povem, zakaj gre, vse detajle pa je dolžnost ministrice strokovnih služb, da obrazložijo ukrepe. Pomembno pri tem zakonu je, da je nastal v sodelovanju z vinogradniki in vinarji in so te ukrepi usklajeni. Naprej. Če ni več vprašanj, se vsem zahvaljujem in vas prosim, da počakate, ker sledi podpis, ki ga bomo tudi v živo prenašali. Hvala, srečno. Čestitke. Pozdravljeni na podpisu pismo o nameri do začetku aktivnosti, da Univerza v Novi Gorici pridobi status javne univerze. Univerza s svojimi študijskimi programi in močno raziskovalno dejavnostjo pomembno prispeva k raznolikosti in kakovosti visokošolskega prostora, njena vpetnost v mednarodne raziskovalne projekte ter sodelovanje s svetovnimi znanstvenimi institucijami podokazujeta odličnost in potencial za nadaljnji razvoj. Pismo o nameri bodo podpisali minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije, dr. Igor Papič, rektor Univerze v Novi Gorici, profesor dr. Boštjan Golob, direktor inštituta Jožef Štefan kot ustanovitelja univerze, profesor dr. Leon Cizelj in župan mestne občine Nova Gorica kot ustanoviteljica univerze Sama Turel. Prosim podpisnike pismo o nameri, da pristopite k podpisu. Si najde? Ja, sem. Moraš preigrati. Kako si gremo, tako v vrsti? Rektor, gospod minister, začetek postopka. Hvala lepa, zahvaljujem se ustanoviteljem. Hvala. Zdaj pa prosim še za izjave, besedila ministra, Dobreja. A je to? A je to? Če lahko začnemo. Torej, spoštovane kolegice, kolegi, zelo sem vesel, da smo danes, kot je bilo že rečeno, obravnavali to informacijo o nameravanem začetku postopka preoblikovanja statusa Univerze v Novi Gorici v javno univerzo. Bilo je izredno pozitivno sprejeto tudi na sami vladi. Gre tudi za simbolično obletnico delovanja. Ob 30 let delovanja Univerze v Novi Gorici smo končno prišli do trenutka, da preoblikujemo to, jaz običajno rečem, ne javno univerzo, ker bi težko govorili, da je zasebna. Kot vemo, sta dva ustanoviteljici, eno je mestna občina Nova Gorica in pa raziskovalni inštitut Jožef Štefan.
Vem, da je rektor, profesor dr. Boštjan Golob pridobil tudi pozitivno mnenje upravnega odbora Nove Gorice, da se te postopki začnejo. Gre za relativno majhno univerzo, ampak izredno uspešno v svetovnem merilu. Vemo, da izhaja univerza iz inštitutskega okolja, izredno močna na področju naravoslovnih ved in prepričan sem, da je to neko novo poglavje pri razvoju univerze. Izpostavil bi posebej to, da seveda se to dogaja na tudi lastno željo same univerze. Mi seveda kot ministrstvo ne moramo vplivati na njihove odločitve. Bi pa je rad izpostavil, da dva pomembna elementa, zakaj ravno sedaj prihaja do tega. Eno je seveda sprejet nov plačni zakon, ki seveda izboljšuje položaj tudi visokošolskih učiteljev, in pa drug pomemben element je pred kratkim potrjen sprejet zakon o visokem šolstvu, ki pa zagotavlja bistveno boljšo perspektivo razvoja. Kot veste, po tem zakonu se bo postopoma dvigovalo financiranje univerz na 1,5% BDP-ja na leto in to financiranje bo v bodoče vključevalo tudi investicijski steber in na ta način bo tudi Univerza v Novi Gorici deležna teh sredstev in sem prepričan, da so dosegli stopnjo, ko ne gre samo za razvoj same študijske dejavnosti, raziskovalne dejavnosti, treba bo urejati tudi nastanitve za študente in seveda kot nejavna univerza so bile tukaj določene omejitve, s spremembo statusa sem pa prepričan, da bo to izredno dobra perspektiva za naprej. Mogoče še na kratko nadaljnji koraki. Naslednji korak je, da se pripravi vladno gradivo, kjer se preda pooblastilo meni kot ministru, da podpišem sporazum o prenosu ustanoviteljskih pravic strani obeh ustanoviteljev in potem, ko bomo ta proces opravili, mora seveda sam postopek še potrditev v državni zbor. Moja ocena je, da lahko to v začetku naslednjega leta opravimo. Izkoriščam to priložnost, da še enkrat voščim za uspešno 30-letno delo univerzi v Novi Gorici in pa seveda zaželim še boljši in pa še bolj uspešen razvoj naslednjih desetletij. Hvala lepa, se zahvaljujem ministru za prijazne besede, za vse pohvale, ki sem jih slišal na račun univerze. Jaz bi rekel, da je torej podpis pisma o nameri ta nujen prvi potreben korak, da, kot ste slišali, v naslednji fazi pravzaprav tako univerza kot oba ustanovitelja pričnemo razgovore, kakšne možnosti in kakšen potencialni razvoj bi javni status univerze omogočal. Univerza je v 30 letih se razvila iz ene same fakultete v univerzo z 6 fakultetami, eno akademijo umetnosti in predvsem 10 centri in laboratoriji, v katerih izvajamo raziskovalno delo. Na naše aktivnosti smo zelo ponosni, mislim, da so dovolj odlične in v tem smislu lahko veliko prispevajo k visokošolskemu prostoru v Sloveniji tudi kot javna univerza. Naš namen je seveda delovati naprej nespremenjeno in z vsemi aktivnostmi, ki smo jih izvajali že doslej. Seveda pa, kot rečeno, po 30 letih potrebujemo, bi rekel, en kvalitativen preskok na različnih področjih, tako kar se tiče infrastrukture, kadrovsko smo se že okrepili, števila študentov in tako naprej. Še enkrat se zahvaljujem tako ministrstvu za posluh, kot seveda tudi obema ustanoviteljema, da sta lahko prišla na ta podpis in seveda podprla ideje Univerze v Novi Gorici o nadaljnjem razvoju. Hvala lepa. Hvala lepa, se pridružujem čestitkam odlični univerzi v Novi Gorici ob 30-letnici in pravzaprav sem tudi izredno vesel, da je to kot eden od nekdanjih projektov, takšnih, nekako bi rekel, tudi otrok Inštituta Jožef Štefan,
da se je postavil na noge, da je dosegel samostojnost za malo ali malo manj pomoči in danes smo pravzaprav priča temu, ne, da se začenja, da se ta otrok odpravlja na svojo lastno pot. Jaz se vnaprej veselim, da še naprej zelo močno sodelujemo, zdaj že zelo močno sodelujemo, da bomo še naprej zelo močno sodelovali tako v raziskavah kot tudi v pedagoškem procesu. Novi talenti in novi ljudje so namreč največ, ne, kar lahko znanost in skupaj z univerzami da tej družbi in se veselim, da pri tem iščemo nove in boljše položaje za vse. Hvala lepa. Hvala lepa, lep pozdrav tudi v imenu mestne občine Nova Gorica. Tudi jaz se pridružujem vsem čestitkam ob 30. obletnici ustanovitve Univerze v Novi Gorici, katere ustanovitelj je tudi mestna občina Nova Gorica in najbrž ni skrivnost, smo to že večkrat poudarili, kako si želimo, da bi se ta univerza še bolj razvijala, kako si kot mestna občina želimo, da bi se dodiplomski programi preselili in ponovno zaživeli v samem mestu in čezmejno. Je pa pravzaprav paradoksalno, da ta status nejavnosti, če uporabim izraz, ki ga ima minister, je pogosto bolj ovira pri tem, kako bi občina lahko zagotovila pomoč, kot pa nek faktor, ki bi zagotavljal razvoj. Če se tudi jaz malo pohecam, univerza je stara 30 let in čas je, da od mame in tatu, torej od staršev, gre v širni svet. Naj pa poudarim, da je, tako kot je tudi minister že povedal, to pravzaprav prvi korak, to pismo nameri, da bo pa o predaji ustanoviteljskih pravic, ki jih ima mestna občina Nova Gorica, seveda odločal mestni svet in ta bo tisti, ki bo sprejel končno odločitev, vendar glede na vse že naštete prednosti, predvsem kar se tiče nove zakonodaje na tem področju, verjamem, da bo tudi mestni svet pravzaprav spoznal oziroma odločil, da v dobro univerze je najbolje, da gre v svet in dejansko pridobi status javne univerze. Hvala lepa. Je morda kakšno vprašanje na univerzo? Ja, kdaj računate, da bi se ta Walter Pregel, Radio Koper, kdaj računate, da bi se ta proces zaključil, oziroma da bi Novogoriška univerza res dobila ta javni status? Nakratko sem že prej omenil, seveda moramo pripraviti in pa pridobiti vsa soglasja, kot ste slišali tudi strani ustanoviteljev. Jaz računam, da na ministrstvu pripravimo to gradivo, seveda v letošnjem letu, potrjevanje v parlamentu bi pa lahko izvedli v začetku naslednjega leta. Končno dejanje sledi v državnem zboru, to je pa jasno. Kot vemo, javne univerze se lahko ustanavljajo, samo potrdijo dokončno v državnem zboru. Vanja Trkman, Radio Robin. Mene pa zanima, ali ste spregovorili tudi kaj o tem projektu, ki ga Univerza v Novi Gorici načrtuje tik ob meji, torej o gradnji kampusa, univerzitetnega kampusa in morebitni podpori? Lahko na splošno odgovorim, slišal sem za te ideje, za te projekte, ampak ravno to je namen spremembe statusa, ker potem kot javna univerza, Univerza v Novi Gorici seveda lahko pričakuje financiranje strani države. Omenil sem novo zakonodajo, zakon o visokem šolstvu, ki bo v kratkem nekako oblikoval tudi tako imenovani tretji steber, to je investicijski steber financiranja. Ta dejavnost prehaja na univerze in bo univerze z dodatnimi sredstvi lahko same načrtovale tudi kampuse, tudi izgradnjo novih fakultet in pa nakup velike raziskovalne opreme. Ravno to je predpogoj, da lahko tudi mi bolj aktivno sodelujemo. Seveda bo pa ta proces še nekaj časa tekel, ker vemo, da imamo prehodno obdobje nekaj let. Tale znesek oziroma številka 1,5% je pa tista garancija, da se bodo te postopki nadaljevali ne glede na to, katera vlada bo delovala. To je zdaj ta garancija. Zakonsko pogojeno, da se to investicije nadaljujejo.
in da se sredstva zagotavlja. Bo to zdaj zadnja javna univerza po 3 obstoječih po Novem mestu še ta, ali je še kje kakšna taka ustanova, ki jo kanite vzeti pod okrilje? Večjih projektov seveda nimamo, ker tudi ni kandidatk več, če govorimo o univerzah. Seveda zdaj imamo tole mogoče tekmo, katera bo 4. in 5. Gotovo imamo Novo mesto še, ki je vloga trenutno na NAKVIS-u, na postopku akreditacije, ampak mislim, da se tukaj zaključuje, da bomo dobili teh 5 javnih univerz, pričakujem pa, da bosta 2 gotovo ostali zasebni in mislim, da je to tudi tista prava struktura visokošolskega prostora za to državo. Univerze so različno velike, kar je seveda popolnoma v redu, ampak pomembno pa je, da podpiramo spremembo statusa pri tistih visokošolskih zavodih, kjer tudi kot ministrstvo zaznamo zelo visoko kakovost. In pa kjer smo prišli do točke, kjer neko koncesionirano financiranje pride do nekih omejitev. Gre pa za to, eno je seveda razvoj same univerze, samih študijskih programov. Univerza mora skrbeti tudi za širšo infrastrukturo v nekem okolju. Omenjen je bil tukaj študentski kampus. Zasebnik bo težko vlagal v študentske kampuse. In tukaj je pa ta pomembna garancija, da statusom javnosti zagotovimo tudi ta razvoj. Najlepša hvala za vaš obisk, s tem končujemo univerzitetni projekt.